Dobro večer, pozdravljeni. Dobro večer, spoštovani nocojšnji laureat, gospod Mako Sajko. Dobro večer, vsi slavljenci in slavljenke, trenutno še nerazkriti, ter vsi nagrajenci in nagrajenke od leta 2015, ko se prvič podelile Štigličeve nagrade. Dobrodošli člani in članice Društva slovenskih režiserjev ter vsi spoštovani gostje, ki ste si danes vzeli čas in nas počastili s svojo prisotnostjo. Društvo slovenskih režiserjev že sedmič podeljuje strokovne nagrade na področju filmske in televizijske režije, poimenovane po pionirju slovenskega filma Francetu Štiglicu. Nocoj se bodo podelile naslednje nagrade. 2 do 5 enakovrednih nagrad Štigličev pogled za izjemno režijo, ki jih letno podeljujejo režiserkam in režiserjem za audiovizualno delo, prvič javno priobčeno v preteklem letu, ter nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije. Predloge so posredovali člani in članice Društva slovenskih režiserjev, izbrala pa jih je 3-članska komisija v sestavi Varja Močnik, Saša Eržen in Matjaž Ivanišin. Preden pa začnemo, pa besedo predajam predsedniku društva Matevžu Luzarju. Spoštovani nagrajenec Mako Sajko, spoštovani prejemnice in prejemniki Štigličevega pogleda in drugih nagrad našega društva, spoštovane članice in člani DSR, spoštovani ljubitelji filma. Danes je praznik Društva slovenskih režiserk in režiserjev. Končno je prišel dan, ko smo se lahko v živo zbrali, da podelimo nagrade svojim kolegom, ki so po mnenju strokovne komisije v preteklem letu ustvarili presežke. Danes ni dan, ko bi govorili o podhranjenosti slovenskega filma. Govorimo o čudežu, da ti filmi nastajajo in da kljub zapletom prihaja do presežkov, ki jih lahko gledamo. Veseli me, da lahko danes podelimo tudi nagrado za življenjsko delo gospodu dokumentarnega filma Mako Sajko, ki je s svojimi stvaritvami iskrivo komentiral svet, v katerem živi. In vsem nam so lahko njegovi filmi navdih in svetilnik za naprej, da prav tako iskrivo in angažirano pripovedujemo filmske zgodbe o družbi, v kateri ustvarjamo. Želim vam lep večer in lep praznik slovenskega filma. Uspeh enega slovenskega filma je uspeh vseh nas. Navijamo za slovenski film. Hvala, Matevž. In smo pri prvi podelitvi nagrade, tako da režija, prosim. Tak co? Máme to. Co řek? Že to není hračka. A ty? Že se hrát nebude. Hudba, love, moda, house. Moda, house. Hudba, love. And in 1 hour we will kill ourselves. Už se s ní rozloučil? Ještě ne. Už mě to nebaví. Nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo prejme Lun Sevnik za režijo študijskega igranega kratkega filma Playing igra. Nagrado bo podelil režiser Luka Marčetič. In prisluhnimo še utemeljitvi strokovne komisije. Režiser kratkega filma Playing igra v vsakem kadru, nizu kadrov ali prizoru s precizno režijo prav vseh elementov filmskega zvoka in slike ustvarja posebno napetost, s katero nas pelje k pričakovanemu koncu, a nepredvidenemu razmisleku o življenju mladostnikov v sodobnem s tehnologijo zaznamovanem svetu. O površnih podobah ekscesa, ki vladajo v tem svetu, spregovori z večplastnimi podobami filma. Čestitke nagrajencu. Hvala društvu, hvala filmski ekipi, ki je z mano posnela ta film. Hvala Štiglicu za njegove filme in za njegovo škatlico vžigalic. Pred to podelitvijo me je prijatelj Alja opozoril, ki je bil del prvega filma,
da je bil prvi film o naivnem prijateljstvu, medtem ko je ta drugi bil o toksičnem. Posnel sem ga 4 leta nazaj, tako da upam, da naslednji bo o nekem sprejemljivem. Tako da, hvala. Čestitke, čas je za drugo nagrado. Prosim. Mi smo vino štos, popiti ne smije, mi smo tajna štos, otkriti ne smije, mi smo pjesma štos, pjevati ne treba, ko se duša koleba. Mi smo ljubav štos, sakriti ne može, mi smo boje štos, nikada ne slože, mi smo braća štos, do smrti svađaju, a vole se, vole do neba. Nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo prejme Katarina Rešek Kukla za režijo opusa glasbenih spotov iz leta 2020. Nagrado bo podelil režiser Miha Hočevar. Strokovna komisija pravi takole. Izjemno raznolik, a vendarle konsistenten opus glasbenih spotov razkriva avtorico mogočnih navdihov. Katarina Rešek Kukla pri ustvarjanju subtilno izhaja iz asociativnih in poetičnih svetov posameznih skladb in glasbenikov, a prav vsak glasbeni spot zapečati silovitim avtorskim podpisom. Čestitke nagrajenki. Hvala. Jaz iskreno sploh nisem vedela, zakaj točno bom dobila nagrado, ker imam vedno en tak slide panic attack, ko nekdo pove, da bom dobila neko nagrado. Tako da v bistvu, wow, ful hvala. Veseli me, da je tudi spot dobil neko bolj enakovredno vlogo med vsemi filmskimi formami, ker mislim, da je video spot v bistvu tudi zares film. Tako da ful hvala za to lepo priznanje. Čestitke, mi pa pogledamo, kdo je tretji dobitnik ali dobitnica. Ko sončno jutro te zbudi, dan lepoto podeli, duša polna je skrivnosti, ki napolni vse modrosti. Čut ljubezni hrepenenja, v dušo pride iz srca, v pesmico se združi, ob njej lepota zažari. Vsa iskrenost, želja, bolečina, samo v pesmici se prebudi, zaupanje v višave gre nebeška, modrost in žalost je človeška. Vsak pesnik dobro se zave, samo iskrenost vse pove, združuje nas zemlja in nebo, verjemi v čudež tudi ti zato. Tako je, nemaš kaj, je tako življenje naše. Prejme Sebastian Korenič-Tratnik za režijo študijskega celovečernega dokumentarnega filma Gmajna. Nagrado bo podelila režiserka Maja Weiss. Ker si pa je režiser poškodoval koleno na snemanju filma, bo nagrado v njegovem imenu prevzela njegova babica Marija Ana Korenič, ki jo prosim, da se pridruži. Najlepša hvala za to lepo darilo mojemu vnuku.
in za vse sodelovanje. Čestitke nagrajencu, mi pa gremo na naslednjo nagrado. Nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo prejme Sara Kern za režijo kratkega igranega filma Vesna Goodbye, z Bogom Vesna. Ker je Sara v Avstraliji, bo pa nagrado v njenem imenu prevzela njena mama, Lidija Kern, tako da jo prosim na oder. Nagrado bo podelil Goran Vojnović. Strokovna komisija je zapisala: režiserka kratkega filma Z Bogom Vesna že prepoznavno sebi lastno filmsko govorico ustvari neprimerljivo filmsko atmosfero, ki izhaja iz čustvenega stanja glavnega lika. Čustva in občutja ter vzdušje, ki ga ta stkejo, ničesar ne pojasnjujejo, temveč gledalca pretegnejo večplastno, razumsko in čustveno. Čestitke nagrajenki. Jaz sem mislila, da je posnetek Sarinega govora posnet. Ni? Ni še prišel z Avstralije. Ni še prišel z Avstralije, potem sem jaz zdaj čist nepripravljena, ampak nima veze, jaz se zahvaljujem toplo v imenu hčerke Sare. Ponosna mama. Čestitke nagrajenki. 5. nagrada. Dober dan, živijo, hvala za nagrado. Ful mi pomeni, evo, nazdravljam s kavo, nekaj je, upam, da imate vi kaj boljšega. Ja, rabimo nagrade, rabimo spodbude, še bolj pa rabimo denar, tako da hvala vsem, ki se fajtate za slovenski film, da nam slovenski film ne umre, kar bi bilo res bedno, oziroma več kot bedno, ampak to itak vsi vemo. Tako da ja, hvala vsem, vsem ostalim, ki delate slovenske filme, hvala vsem, ki delate dobre filme, sem tako naprej. In ja, imejte lepo praznovanje, hvala še enkrat. Čau, čau. No, Sara je bila z nami, imamo pa še 5. nagrado, tako da režija, prosim. Kaj je zdaj to? Zdravo, fante. Kaj imamo? Truplo. Brez glave. Ripčev las, stara fužina. Hvala, brada. Glavni problem je zdaj, da bomo čez pol ure imeli vsaj 5 novinarjev, ki bodo vedeli več kot mi, a naj jaz se naj delam, da mi je vse jasno. Lastniki bi tam dolgokancu, gosti hotela v jezero. Čeprav meni te malo všeč, vsaj luštna je za razliko od tebe. A veste, zakaj sem tukaj? Nehi, no. Dobar dan. A ni to od unih strane? Bi morali biti dolga zgodba.
Dajmo se mi posvetiti zadevam, zaradi katerih nas plačajo. Kdo je bil tam, kdo manjka, kdo koga pogreša, domačini, tujci, vse. Nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo prejmeta Klemen Dvornik in Matevž Luzar za režijo televizijske nadaljevanke Jezero. Nagrado bosta podelila režiserja Sonja Prosenc in Metod Pevec. In še utemeljitev strokovne komisije. Režiserja nadaljevanke Jezero sta postavila nov mejnik v domači produkciji nadaljevank. Z natančno in temeljito režijo žanra sta ustvarila like, atmosfere in napeto zgodbo, primerne lokalnemu okolju in privlačne ter zanimive za slovensko občinstvo. Čestitke nagrajencema. Hvala društvu za nagrado. Hvala tudi predvsem v prvi vrsti nacionalni televiziji, ki se je sploh upala iti v tak projekt. Hvala scenaristom, ki ste napisali odlično predlogo, iz katere se je dal zrežirati nadaljevanko, ki premika neke meje. Hvala vsem sodelavcem, ki so sodelovali, bi mogoče omenil Miloša Srdiča, Ivano Fumič, Davorja Hercega, pa igralce Sebastian Kavaca, Nika Rozman, Matej Puc, Gregor Čošin, Ivo Ban, Jana Zapančič, Nataša Barbara Gračner, pa še mnogi drugi. Hvala vsem. Jaz se v bistvu je Klemen že vse povedal. Jaz bi se zahvalil tudi Klemnu, ki je bilo super sodelovati z njim. Zahvalil bi se scenaristom, soscenaristom, Mihi Hočevarju, Srdžanu Koljeviču in seveda Tadeju Golobu, ki je napisal izjemno predlogo. In upam, da bo ne samo nacionalna televizija, ampak tudi ostale televizije delale več kvalitetnih serij, ne samo žanrskih, ampak hočemo gledati tudi dramske, zgodovinske, komedije. Hočemo gledati slovenske vsebine. Hvala. Čestitke vsem nagrajencem, sedaj pa sledi podelitev nagrade za življenjsko delo. Dokumentarna kinematografija je v slovenski filmski krajini tudi v 21. stoletju še v povojih. Zares razvili nismo ne poučevanja, ne produkcije in tudi ne prikazovanja dokumentarcev. Zato je nenavadno, da vendarle imamo svoje dokumentarne klasike, čeprav pičle, pogosto kratkometražnega formata in neredko osamevce v seznamih igranih filmov. Resnično izjemen v tej za dokumentarce nerodovitni grudi pa je bogati opus Maka Sajka, letošnjega prejemnika nagrade Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije. Niz klasik, ogrlica filmskih biserov na nehvaležnem vratu slovenske kinematografije. In kljub temu, da so združeni posamezniki političnega sistema Sajkovo ustvarjanje nasilno ovirali in nazadnje prekmalu prekinili, je ustvaril zavidljiv opus, žal le kratkometražnih filmov. Sajkove klasike so tiste žlahtne vrste, ki ne pričajo zgolj o nekem času, o času, v katerem so nastale, temveč slogovno, pripovedno in vsebinsko živahno komunicirajo s sodobnim gledalcem. Vsi Sajkovi kratki, a neverjetno potentni dokumentarci ne razkrivajo le tematik, ki so pestile določen prostor in čas. Temveč, tako povsem jasno vidimo danes, tudi današnjemu gledalcu postavljajo vprašanja, na katera si ne odgovori vedno najlažje. Sajkov stalno buden in neredko igrivo duhovit družbeni angažma prevzema nežna, a silovita misel na človeka, pa naj je človek tema in snov njegovih filmov ali tisti, ki mora filme videti, začutiti, razmisliti. Leta 1962, ko so na primer hoteli ukiniti ljubljansko mestno tržnico,
oziroma jo preseliti na obrobje, je posnel film Kaj za vas? In opozoril na, povsem verjetno pa tudi pomagal zaustaviti nerazumni urbanistični napredek. Danes razumemo, da bi morali za boljšo usodo zemlje in proti človekovemu požrešnemu uničevalnemu napredku ukrepati že zdavnaj. In leta 1964 je Sajko posnel film, ki na to opozarja. Strupi je dokumentarni eksperiment, ki brez komentarja, zgolj z močjo slike, montaže in glasbe, boleče prikaže strupeno uničevanje okolja. Tedanja oblast se je neusmiljeno odzvala zlasti na Samomorilci pozor, saj je film premiero doživel na festivalu v Beogradu, kjer so ga videli svetovni novinarji in poročali o visoki stopnji samomorov med mladimi v socialistični republiki. Film sicer govori o visoki stopnji samomorov v Sloveniji, a tujci so tematiko nevedno razširili na vso Jugoslavijo. Uradna politika filma sicer ni prepovedala, je pa poskrbela, da ni bilo več javnih projekcij. Promiskuiteta je duhovit, drzen in zeitgeistovski prikaz naslovne tematike oziroma vprašanja spolnosti v sodobnih odnosih, šolstvu, zdravstvu, se pravi življenju. Slavica Exception pa je eden izjemno redkih feminističnih filmskih klicev zgodovine slovenskega filma. Film o striptizeti, ki poklic humanizira, saj ga prikaže z vidika Slavice, ki to delo opravlja. To je le nekaj izjemnih naslovov opusa nagrajenca, ki je leta 1959 v Beogradu diplomiral iz režije, se je izpopolnjeval v Parizu in Münchnu, ter začel kot asistent režije pri Františku Čapu, Francetu Štiglicu, Janetu Kavčiču in Francetu Kosmaču. Leta 1969 je za režijo dokumentarnih filmov, posebej za film Samomorilci pozor, prejel nagrado Prešernovega sklada. Leta 2009 pa Badjurovo nagrado za življenjsko delo. Maka Sajka in njegovo filmsko ustvarjanje je hotel sistem večkrat, nenehno in na različne načine utišati. A njegovi filmi so preglasni. Kot strela so gledalca udarili ob nastanku in gromko odzvanjajo še danes. Na številnih projekcijah, na festivalih, v učilnicah delavnic, šol in univerz in nenazadnje v pogovorih in navdihu številnih filmarjev ter vseh tistih, ki se filmu pustimo zapeljati na raznolike, tudi težavne poti. Najprej na oder vabim častnega člana Društva slovenskih režiserjev Karpo Godino, da podeli nagrado. Nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije, ki jo podeljuje Društvo slovenskih režiserjev, prejme Mako Sajko. Najprej pozdravoca, potem pa njegove brke. To veš. Ja, to daš gor. Tako. Pa pogledaj tja. Ti bom držal jaz to, ne? Ti pa ono drži. Sem premehen za ta mikrofon. Ja. Jaz predlagam, da nehate ploskati, če ne bom začel jokati. Okej, ja. Pravzaprav je čudno, ko po 50 letih, ko ti prepovejo delati filme in jih dajo, skrijejo jih v bunkar, da potem
da pride trenutek, ko jih lahko gledamo. In še trenutek, ko jih lahko bolj pozorno gledamo. Jaz se zahvaljujem za ta, bi rekel, za to priznanje, ki po tolikem času, ko nisem delal filmov, nisem smel delati filmov, prihaja in tako da se zahvaljujem vsem mojim kolegom, ki so tako občutljivi. Hvala. Če se najprej primi tole, še da boste za nekaj, kaj sem ti dal tako. Aha. Ok, lahko grem? Hvala. Še enkrat čestitke vsem nagrajencem, vsem nagrajenkam, čestitke gospodu Sajku. Organizatorji prosijo se po koncu prireditve pridete slikati vsi skupaj na oder z maskami in brez, da bomo imeli lepe spomine. Hvala človeku pod masko Davorju Hercegu za glasbeno spremljavo, hvala Slovenskemu filmskemu centru, hvala Slovenski kinoteki. Ker pa ta mali čuden virus otežuje situacijo v današnjih dneh, vas društvo vabi kasneje tam na dvorišče na majhen prigrizek in na pogostitev, tako da še enkrat hvala, da ste prišli, hvala lepa in vse dobro naprej. Adijo.